Matevž Vidovšek, čestitke za debi, tekma, ki bo ostala verjetno v lepem spominu. Ja, debi, prva tekma na, kako bi rekel, mojih domačih Stožicah. Vesel sem za ekipo, da smo se borili, pokazali, kakva je Slovenija, kakva Slovenija mora biti in mislim, da remiz zasluženo. Je bilo kaj treme? Ja, ne bom lagal, da ni bilo treme, tako da trema je prisotna, ampak bi rekel, tista pozitivna. Kakšno vzdušje v garderobi 1-1 je vendarle nek rezultat proti tako močni reprezentanci, kot je Danska? Ja, kako sem rekel, mislim, da je zasluženo remi, ampak moramo biti pozitivni, gledati naprej, nabirati točke in bomo videli, kam nas bo pripeljalo to. Še morda v samem zadetku, tako rekoč neubranljivo? Mislim, neobranljivo, kako bi rekel, iz naše napake smo dobili gol, tako da, ampak to je nogomet, tudi oni so iz njih napak dobili gol in zasluženi. Super, hvala ti za srečno. Hvala. Se vidimo, čau. Jaka Viol, kakšen je vtis kapetana po tej točki? Ja, mogoče malo grenek vseeno, pa vseeno lepo, res je bilo danes, se je kar koža malo naježila. Pri himni res je bilo neko posebno vzdušje danes na stadionu. Še od res reprezentance se mi zdi, da ga še nisem občutil v taki meri kot danes. Ja, res je bila ena lepa tekma. Škoda sicer na koncu, da nismo zmagali, ampak vseeno je res ta točka tudi veliko vredna danes. Tresel se je okvir vrat, marsikaj se je dogajalo. Kaj je na koncu zmanjkalo? Pa dobro, tak je fuzbal. Ne moramo zdaj tudi tako gledati, tudi so oni imeli neke šanse. Ja, na koncu smo lahko zadovoljni za danes, vseeno na Finsko ne moramo biti zadovoljni. Ampak ja, lepo umirjeno naprej v kvalifikacije, mislim, da imamo vseeno dobro pozicijo za naprej in pozitivno in samozavestno naslednje tekme. Ste tako rekoč v skupini smrti glede na dosedanje rezultate? Ja, se mi zdi, da nobene kiksa dosti. Treba doma dobro odigrati tekme, ko so in ja, gremo tekmo po tekmo, dalimo vse od sebe in mislim, da smo prava ekipa, da se uvrstimo na Euro. Timi Max Selšnik, nekaj o samem vzdušju danes, morda vendarle nekaj dodatnega glede na prejšnje tekme? Ja, ta noč v Stožicah je res bila nekaj posebnega. Po res dolgem času dosti popolnjene, če ne celo čist polne Stožice in ta podpora nam je dala neko dodatno energijo, ki smo v nekih trenutkih zares potrebovali in ja, skupaj z navijači smo iztržili to točko, ki je lahko na koncu novembra, ko se bo štelo, tudi za ta vredna. Koliko pomeni za enega, ki igra v klubu na tem igrišču, igrati potem reprezentanci, je kaj drugače? Ja, absolutno je privilegij, no, na sam ambient si navajen in je to neko tvoje domače okolje, ampak še nikoli ni bilo v takem vzdušju. Tudi največje tekme v ligi se pač igrajo pred 5000 ljudi, manj kot je bilo danes. Tako da ja, danes je bilo res to še neka pika na i, da sem imel ta privilegij igrati pred polnimi Stožicami. Kakšno vzdušje v garderobi, samo piki, glede na to, da ste imeli prednost? Vzdušje je pozitivno, moramo gledati naprej. Tako kot sem rekel, vemo, da je Danska nek glavni favorit v skupini in vzeti točke njim ni mačji kašelj, no, dali smo vse od sebe na igrišču in lahko smo danes ponosni. Mogoče malo grenkega priokusa zaradi tiste tekme s Finsko, ker verjamem, da če bi bil pristop isti kot danes, bi lahko tudi tam kaj več iztržili. Ampak tako je nogomet, imamo še dosti tekem v teh kvalifikacijah in moramo sami tekmo po tekmo, ne glave dol. Danes smo pokazali, da se lahko tudi z največjimi v tej skupini borimo enakovredno in samo pozitivno naprej. Še eno vprašanje glede te skupine, kar precej izenačena je. Ni bilo morda pričakovati, da bo tako tesno na vrhu? Ja, vsaka ekipa, vsaka država ima neke svoje ambicije, vsi si želijo na to veliko tekmovanje, na Euro. In absolutno danes na tem nivoju več ni slabih reprezentanc in kot sem rekel, samo treba iti tekmo po tekmo, biti sfokusiran na sebe in če bomo s takim pristopom igrali do konca, verjamem, da nam bo uspelo. Bo pa izjemno izenačen, tako kot ste rekli, in vzeti točke velikanu kot je Danska ti lahko na koncu ogromno pomeni.